Predsedniške volitve skozi prizmo digitalnega marketinga. Kdo se je odrezal bolje? Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Zadnjič sem gostil eno fantastično gostjo, in sicer Tjašo Dev, s katero sva govorila o videomarketingu, YouTubeu in influencer marketingu. Danes pa sva se z Zoranom odločila, da eno tako malo posebno oddajo priprava. In sicer govorila bova o predsedniških volitvah. In pa počak, vem, da je to ful občutljiva tema, tako da v tej oddaji vsekakor ne bova preferirala nobenega kandidata z tega političnega vsebinskega vidika, ampak si bova volitve ogledala skozi prizmo digitalnega marketinga. Se pravi, kdo boljš izvaja posamezne digitalno-marketinške aktivnosti. Tako je, in pogledala bova, kako sta se oba kandidata odrezala, oziroma še nekaj dni je tudi do takrat, kako sta se bosta odrezala pri spletni strani, se pravi, kakšno spletno stran imata, potem bova analizirala pristop komuniciranja preko družbenih omrežij, pogledala sva tudi, kaj nam pove Google Trends orodje, in hkrati tudi podala mnenje, kje bi se lahko oba predsedniška kandidata izboljšala, ko govoriva o digitalno-marketinškem nastopu. Ok, najbolj, da kar začneva. Začela bova pri spletni strani, če se ne motim, tako da začneva kar kaj s trenutnim predsednikom. Najboljš, ja, mu dava prednost. Ko sva pogledala spletno stran od Boruta, pač prva zadeva taka, ki sva jo opazila, je, da se spletna stran zelo počasi nalaga. To seveda pač ni dobro, ne? Zakaj ni dobro? Zaradi tega, ker tudi statistike nam kažejo, da daljši kot je čas nalaganja, več uporabnikov izgubimo na spletni strani. Tako da, ko sva odprla to spletno stran, mislim, da je kar preteklo 1, 2, 3, 4, 5 sekund, odvisno od katera stran se je nalagala. In ja, tako kot sem rekel, to seveda ni dobro. Potem mogoče naslednja taka zadeva, ki je bila, bi rekla, da je sama spletna stran morda malenkostno že zastarela iz tega uporabniškega vidika. Zelo težko je navigirati po spletni strani, videti, kaj se sploh na tej spletni strani znajde. Font je na primer majhen, kar je pač mene, pa sem mlad, pa bi lahko še vsem, pač vse imam dober vid, ampak še vsem je tako, vse mi je preveč skup, ni mi tako estetsko lepo, da bi lepo preberal, pa da bi čez stran lepo šel. Tako, vse mi je preveč zasičena, in zato sem rekel, mogoče ni spletna stran toliko novodobna. Ja, verjetno to tudi malo izhaja iz tega, ker je bil uporabljen verjetno nek template. In ta template je najbrž že tudi sam po sebi zastarel, in kdorkoli, ko so pripravljali to spletno stran, se niso kaj dosti ukvarjali z uporabniško izkušnjo in pa oblikovanjem. Verjetno je bil cilj pač čim hitreje postaviti in dati neke informacije, ampak današnji uporabnik želi sigurno nekaj več, želi, da lahko pride do teh informacij na lahek, prijeten način, in na nek način je to tisto, kar tej spletni strani zmanjka. Mogoče pa tudi to, da je Borut imel spletno stran že prej postavljeno, ker je pač le aktualni predsednik, in za aktualnega predsednika se spodobi, da ima tudi svojo spletno stran, kamor, če ga nekdo googla, da gre obiskat. Tako da vprašanje, koliko je sploh vlagal, nisva pa pogledala, kdaj bi bila ta spletna stran narejena. Tako da mogoče je to tudi eden izmed razlogov. Kaj pa najdemo predvsem na spletni strani? V bistvu bolj ali manj se vse vrti okoli Boruta in to, kar je središče njegove predsedniške kampanje, ko hodi po terenu in tako nagovarja ljudi, tako da tam lahko zasledimo članke, ki se na to nanašajo, hkrati pa zasledimo tudi izjave za javnost. Se pravi, nič kaj posebenega, Tako da mogoče neko mesto, kjer ljudje pridejo, ampak
Jaz bi rekel tako, to je nek taki zelo mali, slabi osnutki nekega kokar wannabe content marketinga, ampak v bistvu pravzaprav ne, ker neko samo poročilo, kaj se dogaja na terenu, mogoče še ni pravi tisti content marketing. Manjkajo neke konkretne vsebine, mogoče kar iz programa, iz načrtov, ki jih ima aktualni predsednik za prihodnost in da o tem malo več razdela svoje misli in svoje mnenje. Namreč nisem zdaj spet tako podrobno spremljal kampanje v tem smislu, hočem povedati teh soočenj, ampak sem pa slišal, da so imeli kandidati po večini tudi neke pripombe, da na soočenjih ni dovolj časa za vsebino. Po drugi strani pa ravno spletna stran, tisti prostor, kjer lahko to svojo vsebino še dodatno povejo in mislim, da velikokrat tako, če sem mal pikar, mogoče tudi včasih malo zmanjka vsebine, pa je zato ni samo težava v premalo času. Kakor sem jaz zasledil, Borut na spletni strani nima tako nobene vsebine, se pravi, na kaj bi se pri svoji kampanji osredotočil. Pač tega nisem najdel. In če mogoče greva tukaj zdaj kar na Marjana, na drugega kandidata, on pa ima malo več vsebine. Se pravi, mislim, da je en zavihek na njegovi spletni strani naš načrt oziroma njegov načrt. Se pravi, tako središče, kaj on želi narediti, če zmaga na teh predsedniških volitvah in hkrati tudi, kar se meni zdaj zelo fejsta, piše svoj dnevnik. Se pravi, podaja pač mnenja glede različnih tematik. Seveda ima tudi sekcijo novic, ampak to je ločeno, se pravi, novice so bolj iz PR vidika, pa da sporoča javnosti, tudi on, ki hodi po terenu, s svojim avtobusom okoli hodi. Se pravi, tam, kar je na terenu, to se piše pod novice, ampak kjer pa on deli svojo vsebino, izraža svoje mnenja, ima pa posebej tako imenovan Marjanov dnevnik. In če primerjava iz vsebinskega vidika spletne strani, absolutno se pri Marjanu več te vsebine lahko zasledi in neka rdeča nit njegove kampanje. Mene je tukaj prijetno presenetil, ker sem najprej, ko sem videl ta dnevnik, sem mislil, da bo bolj podobno temu Pahorjevem, se pravi, ko hodi po Sloveniji in poroča, kaj se dogaja, ampak v bistvu dnevniki pri Šarčevi strani se veliko ukvarjajo tudi z vsebino, se pravi, vedno poveže z nekim, se pravi, če je bil v nekem kraju, to poveže tudi z neko vsebinsko aktualno tematiko, ki se je zgodila tisti dan ali pa v preteklih dneh. In to se mi zdi tako že next step, en korak naprej z vidika vsebinskega marketinga, kar na podlagi tega, oziroma v primerjavi s tem, kar dela Borut. Če še malo pokomentirava iz tega uporabniškega vidika, tudi saj z mojega vidika je uporabniška izkušnja veliko bolj tekoča. Zakaj? Zasledimo lahko večji font, hitro se opazi skozi navigacijo, katere so tiste vsebine, ki jih Marjan ima na strani. Naprimer, tudi malo več vključuje mnenja ljudi, že na sami spletni strani. Mislim, da ima na prvi strani celo video, kjer pač ljudje podajo mnenje o njem. Tako da, mislim, če primerjam na hitro, pa če odprem spletne strani, mi sigurno Marjanova veliko bolj tako sodobno deluje, bolj pregledno, da hitreje lahko dobim informacije. Seveda ima pa tudi določene pomanjkljivosti. Mogoče sem zasledil, da v nekaterih primerih ni čist dovršena, pa bi bilo veliko bolj, se pravi, da ni dodelana, da je bilo vse skupaj hitro narejen, tako da, ali pa, ker so se popravki delali na strani, da se zadeve pač spreminjajo. Tako da tukaj ni vse dovršen, to je pa, kar sem samo opazil. Si še ti kaj opazil? Se strinjam, tudi deloma to, da je sigurna stran deluje bolj sodobna, je verjetno, ker je spet narejena sicer na templateu, kar se hitro pa lepo vidi, ampak je mogoče na takem bolj user-friendly oziroma uporabniku bolj prijazni platformi Squarespaceu narejena in že sam po sebi template Squarespace so zelo na visoki ravni z vidika uporabniške izkušnje. Sigurno je pa nedodelana, to je, se mi zdi tako, vidi se, da je bilo vse skupaj precej hitro, tako narejeno. Mogoče še ena taka zadeva, ki so se pogovarjala, ti si rekel, da v tujini si zelo velikokrat zasledil te mikrodonacije, kjer lahko ljudje preko spletne strani kar direktno donirajo. Mogoče še kaj o tem? Jaz to zelo pogrešam pri nas, ne vem, mogoče je tudi, to bom tudi rekel, mogoče je tudi v zakonu
so določene omejitve, pa se noben ni zares s tem spopadel. Ampak pri nas izredno pogrešam neke mikrodonacije, mogoče se to sliši smešno, kakor ne vem, pošlji na 1919 Borut Petka, pa doniraš 5 evrov za Boruta Pahorja ali pa za Marjana Šarca, če pošlješ Marjana, naprimer, Petka. Ampak kar želim povedati, ni teh pozivov, ni tega tudi večjega vključevanja ljudi na spletnih straneh, tudi če grem še bolj, ne samo donacije, tudi z vidika prostovoljstva, tudi z vidika tega, da se mogoče vključiš preko elektronske pošte oziroma e-mailinga, ni tega povezovalnega efekta z ljudmi, ampak je po večini, kar se mi zdi, kar bova tudi pol govorila, skozi je kar neka rdeča nit celotne komunikacije, da je zelo enosmerna. Enosmerna, ja, absolutno. Naprimer, ko si ravno to omenil, noben od njiju nima na spletni strani obrazca za oddajo elektronskega sporočila. Misliš naslova, da se prijaviš na mailing listo? Naslova, da se uporabnik prijavi na mailing listo, ker seveda, kaj nam to omogoča? Eno je izvedbo remarketing aktivnosti, kasneje v tržanskem lijaku. Druga zadeva pa je, da se sploh naročijo na e-mailing in da kandidata ostajata v stiku tekom celotne kampanje. In se pravi, ta vidik, ki si ga ravno kar povedal, se pravi, celotna komunikacija, pa se bo zdaj tudi na družbena omrežja premaknila, poteka zelo enosmerno. Ja, tukaj bi dodal to, ker oba kandidata precej hodita po Sloveniji, oziroma saj to komunicirata, da precej hodita po Sloveniji. In zdaj, ko se eden izmed kandidatov pojavi, pa bom rekel Nova Gorica, če bi imel mailing listo in če bi vedel za vse te svoje, ki so prijavljeni na mailing listo, namreč kar v tujini precej delajo, je to, da pustiš svoj elektronski naslov plus poštno številko. In lahko bi en dan, 2 dni, en teden vnaprej ljudem napovedali, jaz bom pa tisti dan ob tisti uri v Novi Gorici. In vsi te privrženci, ki so že itak izkazali interes za kandidata, bi se lahko takrat oglasili in dejansko prišel kandidata spoznati v živo, ga mogoče z njim poklepetali in tako naprej. In ta komunikacija bi bila veliko bolj, več ljudi bi obvestili, veliko bolj bi bila neposredna in tako naprej. Okay, če greva zdaj res na družbena omrežja, pa bova malo poanalizirala Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, pa tudi LinkedIn, oziroma na LinkedInu, kaj smo zasledila, noben od njiju nima ustvarjenega profila, kar je mene zelo presenetilo. Mogoče bi se vseeno spodobil nek poslovni profil imeti na LinkedInu, ampak pustimo to, potem gremo naprej malo čez število fanov, da malo ta spekter pokrijemo. Se pravi, če oba kandidata primerjamo, na eni strani ima Borut na Facebooku okoli 55-65 tisoč sledilcev, Marjan nekje 26 tisoč, če se ne motim. Se pravi, tukaj je razlika v prid Boruta. Zakaj? Ker je aktualni predsednik, ker je že dalj na politični sceni, se pravi, ima večjo bazo teh sledilcev. Zelo podobno velja za Instagram, tudi okoli, se pravi, Borut 44 tisoč, medtem ko Marjan okoli 1000. In kaj smo zasledila, je, da je Marjan odprl profil šele letos, mislim, da celka aprila. Takrat je pač prvi post objavil in verjetno ravno zaradi tega, ker je vedel, da se bo spustil v predsedniško kandidaturo. Twitter, tudi zelo podobno, Borut ima 55 tisoč sledilcev, medtem ko Marjan okoli 1400. Na YouTubu pa nista oba nekaj aktivna, tudi kar so zasledila bolj ali manj, samo uploadata videe, neke pozornosti mu ne posvečata, tako da tudi temu sledi število sledilcev, Borut 81 in Marjan 26 v času, ko smo mi dva to gledala. Zdaj pa mogoče tudi preden greva v vsako družbeno omrežje, malo pogledava, kakšna je ta rdeča nit komunikacije. Naprimer, malo je že Zoran prej rekel, vse je enosmerno. Če primerjava malo kandidata, Borut zelo sebe postavlja v prvo osebo in bolj ali manj komunicira preko sebe in sledilci, medtem ko Marjan seveda tudi v ospredje postavlja sebe,
ampak na drugi strani pa veliko bolj vključuje tudi navadne ljudi oziroma volilce. Se pravi, ko on hodi po terenu, jih potem v objavah tudi vključi v to kreativo, v poste, ali je to v obliki galerije, ali je to v obliki izjav, tako da mogoče je malo več tega efekta povezljivosti pri Marjanu nasplošno zaznata. Ja, Borut je, se mi zdi, prvi politik v Sloveniji, ki je zares, poleg Janeza Janše, ki je zares nekako videl prednost v teh družbenih omrežjih kot takih, da se na ta način približa določeni ciljni populaciji, ki pač družbena omrežja močno uporablja. Facebook danes itak že skoraj vsi uporabljajo, ampak je ravno tako tudi aktiven na drugih in je tudi zelo močen. To tudi povejo vse številke, o katerih je Nejc ravno kar govoril. In mislim, da tudi njegov pristop, kljub temu, da govori precej o sebi, kar sigurno ni dobro, kar bi sigurno moral bolj vključevati druge ljudi in tudi več takih vsebin objavljati. Kljub temu so njegova družbena omrežja relativno ok. Zakaj? Zaradi tega, ker so raznolika, zaradi tega, ker jih pogosto uporablja, zaradi tega, ker tudi slike, ki jih objavlja, zdaj če sem konkreten pri Instagramu, so dobre kakovosti in tako naprej. In tukaj, če tudi primerja z Marjanom, Marjan sigurno na Instagramu ima manj kakovostne fotografije, tako da z vidika teh fotografij pa videov ima Borut, saj na Instagramu, to zelo, zelo dobro dodelan. In tudi same interakcije ima več, pri njemu je zaslediti kar veliko komentarjev, ampak ni pa tega vključevanja, da bi se debata naprej preko komentarjev razvila, ampak samo ljudje komentirajo in tukaj se zadeva zaključi. Ampak z vidika tako, če primerjamo, Borut sam Instagram veliko bolje uporablja. Sigurno, ja. Mislim, nasploh tudi to, saj že število sledilcev, kar sem že omenil, itak kaže na to. Tudi uporablja video precej. Res je, da zdaj to ni neka kakovostna videoprodukcija, ampak to so tudi že večkrat poudarjala z Nejcem. Na družbenih omrežjih tudi ni toliko pomembno, da je ta kakovostna na najvišji ravni. Deluje tudi veliko bolj pristno. Mogoče, eno tak, če sem malo pikolovski, kar pa sem poudaril večkrat, je pa, da je sound oziroma zvok malo slabši. In tam bi pa mogoče lahko uporabil kak mikrofonček, zato da bi se ga bolj slišali. Načeloma je pa to izredno sigurno dobro, kar uporablja video pri družbenih omrežjih. In če tukaj spet narediva usporednico z Marjanom, on veliko manj videa uporablja, tako da tukaj bi res Boruta pohvalil. Zakaj? Ker to je res tisto, čemur tudi Facebook video, ki ga daje naprej. Se pravi, ga poriva v ospredje. In tukaj Borut pa njegova ekipa je naredila zelo dobro domačo nalogo, če bi temu rekel, in so se zelo na cool način lotili tega in da veliko videov vključujejo v samo komunikacijo, še posebej na Facebooku. In ja, tukaj je sigurno en shout-out za to. Medtem, ko pri Marjanu, pa kaj je bilo meni osebno všeč, je, da, tako kot sem že prej rekel, vključuje več sledilcev, da jih tudi njih postavlja v spredje, pa hkrati da komunicira preko nekih kvotov, se pravi nekih podajanja misli, in tudi kar gre spet z roko v roki s spletno stranjo, da tisto vsebino, ki jo objavi na spletni strani, z tega content vsebinskega vidika, kot je dnevnik, ki sem ga omenil, tudi objavi seveda na družbenem omrežju. In to povezovanje mi je bilo cool, zaradi tega, ker itak Facebook omogoča to, da bodo ljudje tisto opazili in potem prebrali na spletni strani. In tako prišli v stik z njegovo kampanjo, z njegovimi mislimi, kaj je njegova vsebina, zakaj se on zavzema in tako naprej. In to se mi zdi pač res fino. Je pa res, da bi pa mogel še, saj po mojem mnenju, veliko več na video vsebinah delati. Ja, mene ful preseneča leta 2007, pa potem v konkretno predsedniški kampanji 2008 je Barack Obama naredil prvo tako neko revolucijo na področju uporabe interneta in pa družbenih omrežjih v politične namene ali pa oziroma to politično komunikacijo. In mi se danes 10 let kasneje v Sloveniji še vedno pogovarjamo o tem, da kandidati za predsedniške funkcije nimajo tega urejenega na niti približno taki ravni, kakor še je imel Obama, pa vemo, da je Obama 4 leta kasneje zadevo še upgradil, naredil še boljšo. Tako da pa potem zdaj tudi v končni fazi Trump
Tako da jaz sem izredno presenečen, da sta kandidata, kljub vsem temu, kar so zdaj povedala na teh družbenih omrežjih, vsem to moram reči, relativno slaba. Pahor, kot sem že omenil, v določeni meri verjetno razume, da je to nekaj, kjer bomo v prihodnje v Sloveniji, se pravi, se bo naredil nek preboj in tisti, ki bo močen na družbenih omrežjih, bo tudi imel mogoče boljše možnosti za zmago. Ampak še vseeno, izredno ta enosmerna komunikacija, ki je značilna za nedigitalni marketing, ki je značilna za vse druge oblike marketinga in ne za družbena omrežja, a ne se uporablja konkretno na družbenih omrežjih in to sigurno ni ok. Enostavno ne izkoriščata ključnega namena, zakaj so družbena omrežja sploh nastala. In nastala so zaradi te dvosmerne komunikacije. Tako da pri obeh ni zaslediti te močne dvosmerne komunikacije, ampak je samo plasiranje sporočil in bomo že zadeli naše volilce. In ni pa tistega, da bi stopala v interakcijo. Lahko bi naprimer se poigrala s tem, da naredita tako imenovanja vprašanja in odgovore, Q&A session, da sta na voljo sledilcem naprimer na Facebooku, objavita, kdaj bodo odgovarjala na vprašanja, tako kdaj naredi MMC s svojimi gosti, ki jih povabijo v goste in odgovarjajo na vprašanja. To bi lahko oba kandidata naredila na Facebooku. Lahko bi šla še en korak dlje, da bi to naredila preko live streama. Se pravi, da bi v realnem času, kjer je še bolj pristno preko live streama, ljudje postavljali vprašanja in ona bi odgovarjala na to. Ampak iz tazga vidika samo mediji televizije izkoriščajo za to. Ampak kaj danes vemo? Mladi ne gledajo več televizije in je to samo eden izmed stikov, kako s takimi mladimi, se pravi mlado populacijo ostati v stiku. In zakaj potem tudi mogoče mladi ne grejo toliko vol? Zato, ker jih tudi kandidati ne prepričajo. Eno je, ker sploh ne spremljajo takih medijev, drugo je pa, ker smo kot družba mogoče malo taki pasivni postali. Ampak kakorkoli, treba je pokazati to smer. In jaz mislim, tudi če se bi kandidati bolj preko digitalnih medijev angažirali, da bi tudi kakšen mlad šel zaradi tega več voliti, ker bi ga tudi nagovorila preko naprimer svoje vsebine. Ja, in to bi res poudaril, kar si rekel, angažirali in točno to, ampak angažirali dvosmerno, ne samo uno, ker najbolj je tisto, kar kandidati rečejo, ok, pa saj imamo spletno stran, pa saj smo to na družbenih omrežjih, ampak ja, to ni oglasna deska. Se pravi, treba je res vzpostaviti ta pristen stik in danes je svet tak, da smo ljudje precej na teh napravah in smo precej na družbenih omrežjih in obiskujemo spletne strani in googlamo in tako naprej in je treba tam, se pravi, kandidati so tisti, ki morajo priti do volilca in ne volilca do kandidata. Mogoče niso še pokrila Twitterja, ampak tukaj tudi jaz ne bi izgubil nekih besed. Zelo ponovno to, kar so zdaj poudarjala, zelo enosmerno komunicirata, ni tega povezovanja. Tako da tukaj je Borut Pahor tudi zaradi števila sledilcev veliko bolj aktiven in naredi več objav, medtem ko Marjan na 1-2 dni kakšno objavo, medtem ko ima lahko Borut tudi 3 objave na dan. Tako da ni pa nekega tega dodatnega engagementa, interakcije, ki sva jo omenjala. Zdaj pa mogoče najboljš, da pogledamo še, kaj je Google Trend pokazal, se pravi Googlovo orodje Google Trend. Kaj sva tukaj zasledila, pa bomo dali eno slikco, je, da analizirala sva prikaze preko nekdo, ki išče preko Googla po besedi Borut Pahor ali pa Marjan Šarec. In se pravi, analizirala sva za zadnjih 30 dni in hkrati za seveda področje Slovenije. In tukaj je prišlo ven, da je za 30-40% več iskanj po Marjanu Šarcu. To si lahko razlagamo zaradi tega, ker je Marjan Šarec zelo nov na sami politični sceni. Ljudje Boruta že poznajo, tako da ko se odločajo tudi med tema dvema kandidatoma ali pa še v prvem krogu, je več ljudi šlo pogledati Marjan Šarec in kaj prebrali o njem. Kaj nam to pove oziroma za njegovo ekipo, da je zelo pomembno, ko nekdo išče Marjana Šarca, da so tam res cool zadetki, cool vsebina, da res zve
vsak posameznik, za čem Marjan Šarec pa stoji, ker to je tisti moment, ko lahko Marjan Šarec prepriča volilca. Ne? In tukaj morajo biti tisti zadetki res, sam osebno priznam, nisem šel pogledat, kakšni so zadetki, ampak ja, na prvem mestu mislim, da je bila spletna stran, potem je bila Wikipedia, ne vem pa, kaj je bilo dol. Ampak kar sam hočem poudariti je, da ta vsebina, ki se tam pojavlja med prvimi zadetki, je res, res ključna. Ne? Ja, jaz bi si tudi te rezultate tako razlagal, enostavno Borutu Pahorju, praktično že vsi Slovenci, skoraj vse vemo, včasih še kaj, kar si ne bi čisto hotel, hecam se, ampak sigurno Marjan Šarec pa ga ljudje poznajo v neki bolj drugi luči in ga zdaj tudi iščejo, zato da da bi vedeli, za kakšnimi stališči pravzaprav on stoji in to je pač nekaj, se mi zdi povsem normalnega, tako da ne bi dajal tukaj nekega posebnega iz tega vidika pomena, da zdaj je pa digitalni marketing, pa optimizacija od Marjana Šarca nekaj boljša, oziroma da je tudi jih prepričal preko drugih kanalov in da so ga šli za to googlati. Mogoče še namenva besedo dve o tem, ki bi se lahko oba izboljšala, nekaj si že omenil, ampak kaj bi rekel? Ja, jaz ful pogrešam email marketing. To res ful pogrešam, ker praktično kandidata ne zbirata nobenih kontaktov od svojih sledilcev. In ne vem, kako si predstavljate na dolgi rok ohranjati ta stik. Ok, neki so družbena omrežja, pa tudi tam, kakor sva tudi ugotovila, ima še kar nekaj manjka. Sigurno gresta v ta pravi smeri, sta v redu, ampak morata precej izboljšati, ampak to je tista neka stvar in pa pač spletka kot taka, ker jaz v bistvu vidim največjo možnost za izboljšavo. Jaz bi tukaj še omenil, ko si ta email marketing omenil, tudi o tem smo že govorili, tudi na začetku, ko se nekdo prijavi na mailing listo, se spet lahko uporabnika vodi skozi neko segmentacijo oziroma segmentacijo preko sporočil, in bi bila ta sporočila, ko se nekdo prijavi na mailing listo, avtomatizirana po sekvenci e-mailov. Zakaj? Da bi vsak posameznik še bolj spoznal tega kandidata. Se pravi, Marjanova ekipa ali Borutova ekipa bi lahko tolerirala ta sporočila. In enostavno, da bi se bolj spoznali vsebino in da bi tako poskušali prepričati vsakega uporabnika oziroma volilca. Ampak tega ni, tega dolgega roka ni. In kar sem samo opazil, je samo, tako kot sva rekla, enosmerna komunikacija, posredovanje sporočil, potem pa če sporočila zadanejo volilca ali ne. Mogoče bo nekdo samo enkrat, dvakrat nekega kandidata videl, mogoče nikoli. Jaz, ker res se ne poglabljam v te tematike, jaz mislim, da nobenega nisem nikjer videl na družbenih omrežjih ali pa sploh ju nisem zasledil. Se pravi, tukaj tudi način targetiranja, ampak potem tudi, če bi jih zasledil, ok, zasledil sem jih prvič, kako me bo ta onedva prepričala in ni tega marketinškega lijaka, ampak je samo prvo fazo pokrijeta, se pravi to komuniciranje v enosmerni obliki, ta awareness stage, ni pa, kako bomo pa tega volilca pripeljali, da bo na koncu res glasoval zame, oziroma za enega od njiju. Tako da tega dolgega roka preko digitalnih kanalov, to sem jaz res najbolj pogrešal. Ok, danes smo pokrila kar neki tematik. Mislim, so bila tudi kar dolga, ampak tudi izčrpna, tako da verjamem, da ti je bilo zanimivo. Jaz bi sam še eno zadevo omenil. In sicer upam, da nisva bila preveč pikolovska ali pa kritična, ker absolutno se moramo tudi zavedati, kako v Sloveniji proračuni za te kampanje ali pa volitve so manjši. In mislim tudi zaradi tega, ker je bil Borut Pahor tak favorit, tudi niso šli sami kandidati v zelo veliko zapravljanje z vidika proračuna. Tako da to se pri sami kampanji odrazilo. Tako da to vedno moramo vzeti v obzir v Sloveniji, ker si tudi omenil Obamo. Proračuni so veliko manjši. Tako da imejmo to tudi v obzir, ampak tudi z majhnimi, ker to niso, to je samo pač delo, kako se stvari zapeljejo. Se lahko da veliko narediti s pravim strateškim pristopom. Ok.
Hvala, ker si naj spremljal. Naslednjič govoriva o čem naj? LinkedIn upravljanju in vodenju. Vedno pozabim. Ja, vedno pozabim. Okay, lepo se mej in se vidimo naslednjič. Se vidimo, čau. Why?